Zakaj mi tega nisi prej povedala? Žal. Ej, friznale, tako da mislim, tudi Miška ne odziva. Dober dan, dobrodošli v Beletrina v živo. Christmas special. Pa še nekaj mi je padlo, to je bilo na kameri. Jaz tebe gledam ali v kamero? Z eno besedo so moje bralne navade kaos. Vedno berem več knjig hkrati, ampak pridejo pa tudi obdobja, ko knjige vidim od blizu samo v službi. Ponavadi berem zvečer ali pa včasih, kadar veliko berem, že čez dan na avtobusu oziroma takoj popoldne po službi. Doma imam dokaj obsežno domačo knjižnico, tako da imam knjige vedno pri roki. Najraje berem v svojem naslonjaču. Najraje berem zvečer, morda zato, ker v tem trenutku življenja je takrat čas, ko imam mir, torej rada berem v miru, torej ja, zvečer pred spanjem. Berem večinoma v domači knjižnici, kar je sicer mogoče malo megalomansko ime za v resnici relativno skromen kabinet, ki pa je vendarle prava knjižnica, polna zanimivih knjig. Mogoče je to majhen prostor, a je zame in tudi za druge domače gotovo prostor velike duhovne intelektualne svobode. Predvsem brez reda in brez vrstnega reda, kjerkoli nanese, nekako odkar me knjige spremljajo tudi na telefonu in vseh priročnih napravah, je čas čedalje manj strukturiran. Še vedno pač tiste knjige, ki se jim res posvetim, ponavadi najdejo mesto na nočni omarici, sicer pa kjerkoli in kadarkoli. Najraje in največkrat berem zvečer pred spanjem, ponavadi tam od 10 do 15 minut, dokler me pač samo ne zmanjka. In pa občasno, ko se v službo vozim z vlakom, tudi na poti. Jaz se lotevam branja zelo sistematično, ker sem sicer ugotovila, da čas prehitro beži in ničesar ne preberem. Tako da sem si za leta 2022 zadala cilj, da preberem 22 knjig. Sicer mi še ni čisto uspelo, me nekaj knjig še čaka, ampak december je še dolg, tako da bomo vse nadoknadili. Se pa potem poskušam vsak dan zavestno odločiti za branje in zvečer, preden zaspim, poskušam vsaj 10 strani prebrati. Berem vedno in povsod. Moje bralne navade so pa zelo staromodne, res prav. Izjemno staromodne. Ne berem knjige, če ne moram razpreti, razkrečati v fizični obliki. V bistvu jaz bi rekla, da so moje navade precej slabše od mojih sodelavcev, kar me je malo sram priznati. To predvsem zaradi tega, ker imam en kup študijskih knjig, ki jih moram že itak predelati. Ampak drugače pa mi je fajn brati zjutraj, ko še je tisto neko jutranjo zatišje. Takrat se mi zdi, da mi je res najbolj prijetno. Kako pogosto, to pa naj ostane skrivnost, no. Bomo se naslednje leto to pogovarjali. Ja, berem predvsem za sprostitev, no. Moje bralne navade so najbolj vezane na pač prosti čas, v tem primeru največkrat na dopustu, ne. Boj se človeka, ki je v življenju prebral eno knjigo. Moje bralne navade so precej predvidljive. Zakaj so predvidljive? Zaradi tega, ker ko nastopi primer melanholija, pol pade poezija. Ko sem vedre, simpatične, dobre volje, pol pade roman, ko sem pa nekaj vmes, pa kakšna znanstvena monografija. To je v bistvu moja poklicna deformacija. Milijon knjig naenkrat. Ja, zame so knjige ena taka, kako bi rekla, večno zatočišče, kjer iščem v tej razklani družbi in v na nek način svetu, ki je zelo tak nesprejemajoč, ki se trudi nas deliti. Iščem to razumevanje, globino tega, da gremo korak naprej, da skušamo skozi poglede različnih avtorjev, različnih kultur, različnih duhovnih, religijskih provenienc, bolj razumeti nas same in tudi druge in tle iskati neko, kako bi rekla, sprejemanje. Najrajši berem zjutraj, tako ko se zbudim in je glava sveža. Potem pa še seveda, ko grem spat pred spanjem. Ja, odkar sem zaposlena na Beletrini, so se moje bralne navade okrepile.
To pomeni, da več berem, tudi po službeni dolžnosti. Berem različne knjige, od družbenih romanov do zgodovinskih, psiholoških kriminalk. Ponavadi berem kakšne fantazijske knjige. Sem pa zelo tak nekonsistenten bralec. Ful nekaj časa ne berem nič, potem pa v zimskih mesecih ponavadi zelo dosti. Posebej v času izpitov ponavadi, ker najrajši berem takrat, ko bi rabil brati kakšno učno gradivo. Tole. Tole, ja. Ja, tudi tole. 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 V glavnem, naj knjige govorijo zase. Take, da so vsakršne, torej pač skozi berem in to je to. Težka vprašanja že za začetek. Ne bo. Nekako. Še neko foro? Vsebine. Od knjig, ki sem jih v letošnjem letu prebrala od naše založbe, sta me najbolj navdušili Karantena od Alojza Ihana zaradi aktualne tematike, dobre zgodbe in zelo tekočega in berljivega sloga. Druga, nad katero sem pa navdušena in je izšla v okviru fabule, je pa od Dina Pešuta Očetov sinko. In sicer zato, ker se mi zdi, da zelo dobro povzame težave in izzive milenijcev. Brez posebnega pretiravanja lahko rečem, da mi res praktično vse naše knjige veliko pomenijo, predstavljajo velik izziv. Pa vendarle bi letos izpostavil knjigo Petra Božiča, njegove spomine. Zakaj? Zato, ker sva se za to knjigo dogovarjala že konec 90-ih, pa je potem izgledalo, da je izgubljena v času in se je po naključju v vrtincih covida spet našla. In vesel sem, da danes lahko beremo Petrove spomine na njegova mlada leta, boemska leta, spomine nase in na druge pomembne umetnike iz 50. in 60. let 20. stoletja. Izmed Beletrininih knjig mi je bila najbolj všeč knjiga Razvejenje od Richarda Powersa. Je taka zelo posebna, ker je zelo kompleksna, v njej nastopa ogromno oseb in je lih taka zame zakomplicirana in ves čas napeta in zanimiva. In ima tudi malo tako naravovarstveno noto. Tako da mislim, da vsak, ki jo prebere, ki se prebije čez teh mnogo strani, bo prišel na drugo stran z drugačnim pogledom na naravo, na drevesa. Sama sem se najbolj veselila kratkih zgodb našega programskega direktorja Aleša Štegra. Jaz sem bolj na poezijo, tako da zberem Ano Svetel in njen Marmor. V letošnjem letu se me je najbolj dotaknila knjiga To noč, ki sem jo videl Draga Jančarja. Izjemna, šokantna zgodba, ki temelji tudi na resničnih dogodkih. V letu 2022 pa je to sigurno psihološka kriminalka Beli volk avtorice Irene Svetek. Moja Beletrinina knjiga v letošnjem letu je verjetno lanska knjiga, pa nisem čisto prepričan, ampak Hertmansova Tujka me je najbolj prepričala. Zakaj me je prepričala? Zaradi tega, ker so v njej zgodovinski obrisi predstavljeni z afirmacijami ljubezni, spoštovanja, pripadnosti in ker imam preprosto rad zgodovino in to je nekaj, kar šteje. Ena izmed knjig, ki se me je tudi obče, ne zgolj iz Beletrinine zbirke oziroma nabora knjig najbolj dotaknila, je Vonji imperijev, knjiga Karla Šlögla. Moja najljubša beletrina knjiga, ki je letos izšla, je definitivno od Stephena Kinga Obstati. Temačna, fantazijska, postapokaliptična, povezana z virusom, vse dobro. Ja, letos sem se najbolj veselil oblikovanja Prustovih naslovnic. Smo hoteli narediti tako res vizualno privlačno, bogato zbirko in je temeljilo to na izboru art nouvojskih vzorcev. Izjemno sem ponosen na vse knjige, ki so šle pri Beletrini v letošnjem letu. Še posebej bi pa izpostavil knjigo iz zbirke Klasična beletrina Življenje Lazarčka Stormesa. Gre za knjigo, ki je stara skoraj 500 let, še vedno aktualna, iskreno, neposredna
in je še vedno lahko gledalo tudi sodobni družbi, kljub temu, da je stara 500 let. Od Enis Macin, Solidarna Evropa, je zelo zanimiva, zato ker v bistvu pač skozi te njene eseje zelo lepo pač povzema v bistvu neko tako kritično dogajanje v družbi. Zakaj pa to njega malo zaigramo? Vsebina. V prihajajočem letu se v duhovnem smislu veselim iz vseh izzivov, ki še prihajajo, tako službenih kot tudi zasebnih. Zelo se veselim Fabule, tako kot vsako leto. Posebej zato, ker bo šlo en portugalski roman in si neskončno želim iti nazaj na Portugalsko, tako da Galveješ Peixota. Da si bomo, ali pa da se bomo potrudili, da si en za drugega vzamemo več časa. Veselim se naših knjig, veselim se naših novih projektov in veselim se tega, da bomo skupaj vztrajali pri avtentičnem iskanju različnih duhovnih leg. Pa veselim mladinske zbirke Zvezdna beletrina. Že prvi letnik me je ful navdušil in se komaj čakam, da pride drugi letnik. Še posebej se pa veselim zgodbe Neskončna zgodba, zato ker je bila to moja najljubša knjiga v otroštvu in jo je zelo težko dobiti. Ja, upam, da bo z novim letom vedno več audioknjig na voljo, tudi preko Biblosa, in da bomo lahko še poslušali zvočne knjige. Da bomo lahko poskušali še zvočne knjige. Ja. V prihajajočem letu pa se najbolj veselim tretjega dela in zaključka trilogije Irene Svetek. Najbolj se veselim knjige Tomaža Brajca o slovenski umetnosti. Jaz sem z prihodnjim letom oziroma že z letošnjim stopila v ene velike čevlje organizacije festivala Dnevi poezije in vina. Tako da me hkrati malo skrbi, ampak se v bistvu ful veselim in res upam, da bo moj prvi festival zelo uspešen, da bo prišlo še več ljudi, da bo še boljša poezija. Predvsem pa si želim zelo dobrih odnosov s sodelavci oziroma da jih še nadgrajujemo že tako dobre, kot jih imamo. Jaz ne vem, kaj moram gledati. Ireno Svetek, torej Črnega princa, se najbolj veselim, takoj zatem pa seveda Ferija Lainščka in drug del Kurjega pastirja z naslovom Petelinje jajce. Ja, zagotovo mislim, da bo po letih, ki so nas zelo transformirala kot družbo na nekem kolektivnem nivoju, 2023, verjamem, da gremo s to potnico naprej na način, da vse to, kar smo zdaj osvojili, vse tisto, kar vemo, da zdaj, česa si ne želimo v svojem življenju, v naši družbi, vse tisto, kar vemo, da si želimo, da lahko mogoče na en tak lep način stopamo opolnomočeni. Se opravičujem za to besedo, ki mogoče zveni rahlo zlorabljeno, ampak ja, mislim res opolnomočeni pri svoji moči, samozavestni. Ja, naslednje leto bo gotovo velik boom drugi del Kurjega pastirja, Petelinje jajce. Lainšček bo spet sprožil, po mojem, eno bralsko epidemijo in potem še eno pogovorno epidemijo, ker bomo vsi navdušeni nad tem, kako je svoja starša in sebe spremenil v literarne junake. Predvsem se veselim raznovrstnosti, glede na to, da nas čakajo zelo različne knjige, od Tereze Vuk do Ksenije Benedetti. Se mi zdi prav ta pestra paleta, ki jo nekako ponuja Beletrinin nabor knjig, tisto, kar se mi zdi pri mojem delu najbolj privlačno. Moja želja za leto 2023 je sila preprosta. Vzami knjigo več, ne pa knjigo manj. Dobrih nasvetov kolegice Špelce.